Začenja se vse bolj vroča politična jesen, kjer temperatura dviguje odpravljanje posledic poplav, posebej uvajanje novih davkov, ki ubijajo solidarnost. Pa tudi vse bolj šepajoče gospodarstvo, upokojenci in policija, ki obiskuje novinarje. Napovedane reforme medtem stojijo, kar vse bolj nervozne dela javne uslužbence, paciente in še koga. Gledate Odmev tedna na portalu domovina.je. Tedensko dogajanje pa bova tokrat komentirala z odgovornim urednikom portala Domovina, Rokom Čakšem. Rok, pozdravljen. Dober dan. Torej, prejšnjič, ko sva sedela v tem studiu, si nekako želel zamenjati politiko z nogometom. Zdaj imamo precej vroč politični teden za nami. Greva na politiko? Pa veš, da raje ne. Jaz mislim, da imamo toliko stvari, ki so trenutno pomembnejše, recimo Evropsko prvenstvo v košarki, ne, kjer je Slovenija pravkar izpadla iz četrtfinala in izgubila še tekmo, ki bi peljala do potencialno 5. mesta. Morda bi o tem kaj rekla, ne? Predtem pa je vendarle igrala dobro, kvalitetno igro, ne? Dokler jih ni Kanada nekako ostala. Ja, predvsem to bi rekel, da za razliko od prejšnjega prvenstva, kjer smo izgubili po lastni neumnosti v četrtfinalu, to pomeni, bili smo boljši od Poljakov, ampak ni šlo skozi. Tokrat mislim, da nas je srečala realnost. To pomeni, Kanada je bila zasluženo boljša. Nismo šli naprej, ne zato, ker bi sami naredili kaj narobe, ampak predvsem zaradi manjka kvalitete. Če pogledamo sestavo naše reprezentance, je nekako tako, da imamo eno super zvezdo, ki sicer dela celotno ekipo boljšo, potem imamo enega vrhunskega košarkarja, ki pa se je poškodoval in na prvenstvu ni sodeloval, in potem imamo 2 ali pa 3 res dobre igralce, nekaj takšnih mladih, ki se še razvijajo, ampak še niso na nivoju, in ostali, ki so v žargonu povedano vodonoše. Ne? Včasih smo to širino kvalitete imeli večjo, nismo imeli pa takšne super zvezde, kot je Luka Dončić, in ta oskost kvalitete se nam je tokrat poznala, in to bi rekel, da ta uvrstitev je nekako naša realnost. Ne? No, če smo bili morda pri košarki nekoliko razočarani, pa vendarle nekaj več optimizma prinaša pa nogomet. Ja, recimo, tam pa je nogomet se je pred časom srečeval z nekim zastojem, z neko apatijo, ampak počasi se je začel dvigovati, predvsem z dvigom mladega napadalca Benjamina Šeška. Pri nogometu na tem najvišjem nivoju je ključno, da je vzpostavljena hrbtenica ekipe. In te hrbtenice dolgo Slovenija ni imela, zdaj pa se gradi. To je hrbtenica od vratarja, štoperja, zadnjega veznega nogometaša, po možnosti kreativnega veznega in pa potem napadalca. Čim več vrhunskih igralcev imaš na tej hrbtenici, lažje potem gradiš ekipo okoli sebe. In trenutno smo uspeli spostaviti 2 vrhunska nogometaša na tej hrbtenici, torej imamo Jana Oblaka, vrhunskega vratarja, in dobivamo vrhunskega napadalca Benjamina Šeška, in imamo 2 zelo dobra razvijajoča se nogometaša na štoperju, kot je Jaka Bijol, in na zadnji poziciji zadnjega veznega igralca, ki je Adam Gnezda Čerin. To je zelo optimistično, ne, ker ta ekipa ima potencial, da napreduje, hkrati pa je v skupini za Evropsko prvenstvo, ki realno omogoča tudi ekipi, ki še ni na top nivoju, uvrstitev na to naslednjo veliko nogometno tekmovanje, ki bo junija naslednje leto. Ne. To bomo tudi spremljali tako na Domovini kot drugače. Ne? Ampak od športa pa morda vendarle k politiki, ne? Kjer strateška prednost je zdrava pamet, in te nam bo v Sloveniji pošteno primanjkuje. Ja, z gospodom Balažicem se lahko v tem pogledu strinjamo, posebej, ko spremljamo dogajanje z uvajanjem novih davkov. Ti so trenutno zelo vroča tema. Ne? Pa pogledamo morda, kako se je glede teh razvil pogovor med ministrom za obrambo Marjanom Šarcem in pa vodja kluba slovenskih podjetnikov Jocem Pečečnikom, kar ostra sta bila. Zdaj že poslušamo to jamranje, kako ne bo nič, kako bi morali tako, kako bi morali drugače. Glejte, nobenega ne bo konec, če pomagamo še naprej, ko bomo vedeli znesek, ne bo odveč imeti denar tudi, da bomo vedeli vire denarja. Tudi ministrstva bodo solidarna in bodo pobrskala po svojih proračunih. Tako da je kar dobro imeti denar na lagerju. Tukaj imate živo demonstracijo, kako izgleda politik, ki je celo življenje priklopljen na državno plačo, pa ni še nikoli nič sam zaslužil ali pa koga zaposlil. Mislim na ministra to, kar govori, mislim, to je res
naj cela Slovenija sliši. Se pravi, ljudem bomo pobrali, da bomo dali malo na zalogo, pa bomo pa videli, koliko bo stal, če pa preveč bomo pa še vzeli kam. Pečečnik nepričakovano oster, ne, do ministra Šarca, ki je bil pravzaprav kar nekako zvezda teh poplav v zadnjem mesecu. Ja, čisto upravičeno oster, pa mogoče bi se k temu podjetništvu in prisilni solidarnosti vrnil kasneje in bi se tokrat osredotočil na fenomen Marjana Šarca. Se mi zdi, da mu je vredno posvetiti pol minute pozornosti. Namreč po tistem katastrofalnem njegovem porazu na volitvah, ki je ostal izven parlamenta svojo stranko, in so ga potem rehabilitirali za neke stare zasluge in je postal minister za obrambo, so ga za leto dni umaknili iz javnosti in ni ga bilo opaziti po tisti slavni predsvikani žički, ki je nekako iz ozadja vletel v kamero, če se še spomniš. Ne? Tam pred požarih. Ne? Tako, in zdaj je pri tej naravni katastrofi, ki spada pod njegov resor, veliko bil na terenu in javnost ga je nekako pozitivno dojela, skočil v javnostnih anketah in potem, ko dobimo oddajo Tarča, kjer mora priti neki vladni predstavnik, vabijo ministra za finance, ker je področje njegovo, oni pošljajo ministra za obrambo Marjana Šarca samo zato, ker se je PR-ovsko izredno dobro zgradil v času poplav. Ne? Kakšna je pa posledica tega, da pošljajo v oddajo človeka, ki v področju, o katerem je govora po domače povedano, nima pojma, smo lahko pa videli v tem njegovem zatikanju in vrtenju in uporabi praznih fraz. Ne? Če bomo stopili korak naprej, bomo spredaj, če ne bomo, bomo ostali na istem mestu in podobno. In prav to je Joc Pečečnik odlično upozoril v tej oddaji. Zdaj, od začetka samega reševanja poplav, pravzaprav je slovenska opozicija pokazala izrazito konstruktivno držo. Ne? Videli smo tisti spravljiv nastop Janeza Janše in Roberta Goloba na Pop TV-ju. Tudi recimo interventni zakoni, kljub temu, da uvajajo te sporne prispevke, so šli nekako skozi brez opozicijskega nasprotovanja, tudi neke resnega odpora proti temu ni bilo, pa vendarle je vlada pravzaprav zelo hitro požela obljubo, ne, ko je rekla, najprej bomo postrgali vse rezerve, potem pa šele obdavčili prebivalstvo, potem pa je bil ta davek prva stvar. Ne. Ja, kaj je tu ključno pomeniti? Ko je šlo za intervencijo, ne, je pomembno, da je politika dala enotno sporočilo in to je opozicija, za razliko tiste opozicije v času covida, razumela. In so stopili skupaj in tudi pri interventnem zakonu, ki so ga sprejemali, je bil sprejet brez glasu proti, čeprav sta tako SDS kot Nova Slovenija imela pripombe ravno na to uvajanje prisilne solidarnosti. Ne? Ampak od tu naprej, zdaj, ko gre za sanacijo, ukrepe in podobno, ta enotnost politike ni več potrebna, nasprotno, je celo zaželeno, da opozicija ponovno začne opravljati tisto nalogo, ki je tu, torej kontrolno nalogo, torej da opozarja na stranpoti, da predlaga morebitne lastne, boljše rešitve, da odpre javno razpravo, ker tu gre za veliko denarja, o milijardah se govori, na kak način ta denar zbrati in na kak način ta denar transparentno, ne tako po stranskih kanalih, mimo oči javnosti proračunskega nadzora, kot zdaj nameravajo na Sitbanku to zaupati Borutu Jamniku, razdeliti po potrebah oziroma izkoristiti, narediti na način, da bo možna čim nižja stopnja korupcije, preplačil in podobno. No, ravno to smo lahko videli ta teden. Pogledaj si nekaj izjav. No, jaz temu ne bi rekel davek, jaz temu pravim tako, kot se tudi imenuje solidarnostni prispevek. Gre tukaj za nek populizem, solidarnostni populizem, ker pač vlada pričakuje, da bo ljudje to z veseljem plačali, ne, ker je pač za solidarnost, ampak gledajte, jaz bom rekel tako, ne. Veliko ljudi je pomagalo, ne, in z denarjem, in z materialom, s stvarmi, in s svojim delom, ne, in so to naredili z veseljem. Ko pa enkrat zakonom predpišeš toliko odstotkov, mora vsak dati, ne, potem je pa to rata stvar ekonomske računice. Gospodarstvo rabi sogovornika, zdaj ga ni. Zdaj se nam dogaja spet nacionalizacija določenih procesov, ki jih nikakor ne bi smeli nacionalizirati. Da ne moramo pa pristajati na uvajanje socializma v Sloveniji pod krinko solidarnosti. Skratka, vlada nekako poskuša uvesti prisilno solidarnost, ne, kar jo opozicija tudi vedno bolj glasno opozarja. Kako močno lahko vlado to udari? Odvisno, kako bodo ljudje to dojeli, ne? Tukaj imamo zdaj en zanimiv fenomen, neki družbeni eksperiment vpliva različnih vrednostnih sistemov ali pa ideologij na miselnost ljudi. Ne? Slovenci smo narod, ki
izhaja iz krščanskih vrednot. Ne? Živimo v družbi, ki ima temelje v krščanstvu. 1500 let približno smo živeli v okviru te krščanske miselnosti. Ne? In zdaj se vsi navdušujemo nad to solidarnostjo, kako smo ljudje nadpovprečno solidarni, sočutni, dobrodelni in podobno, in res smo vsi na tem navdušeni. Ampak to v bistvu izvira prav iz teh vrednot. Ne? V središču solidarnost, pomoč bližnjemu je v središču krščanstva oziroma katoliške vere. Ne? In tudi ljudje, ki morda danes niso več verni ali pa so verni na drugačen način, a kakorkoli imajo to po 1500-letni tradiciji naroda ponotranjeno v sebi. Ne? Lahko bi rekli, da je solidarnost univerzalna vrednota in do neke mere je, ampak tukaj smo videli, kako smo Slovenci nadpoprečno odreagirali in prostovoljno pomagali ljudem. Ne? Zdaj pa vidimo vpliv druge miselnosti, ki preko te vlade stopa. Ne? To je pa miselnost prisilne solidarnosti. In prisilna solidarnost je v bistvu relikt 50 let komunistične ideologije. To pomeni, če bi odstranili vso umazanijo ali pa vso tisto navlako okoli jedra tega vprašanja, je v jedru tega vprašanja, da je treba vzeti tistim, ki imajo več. In te davke, ta prisilna solidarnost, ki jo zdaj uvajajo, je točno to. In točno na to je opozoril Joc Pocečnik v oddaji Tarča, kaj smo prej videli. Dal bom 2 primera. En primer je recimo še drug uspešni podjetnik, dr. Štrancar. On je v prvih dneh poplav takoj nakazal 500 000 evrov Caritasu za pomoč tistim, prvo pomoč, ki jo najbolj potrebujejo. Od njega in podobnih potem zahtevati prisilno solidarnost preko uvedbe davkov je za take podjetnike poniževanje, je žalitev. Kot da sami svojo dobrodelnostjo, svojim pogledom ne bi prispevali mnogo več, kot bojo prisilno pod državo. In drugi primer bi dal banke. Ne? Res je, tukaj banke imajo neko družbeno odgovornost do Slovenije, zato ker ko je njim zaškripalo, smo jim davkoplačevalci pomagali. Ampak zakaj bi banke silili v prisilno solidarnost, če lahko kot družba to od njih pričakujemo, da bodo to storili prostovoljno? In če ne druga, bojo na trgu svojo prostovoljnostjo želeli pokazati svojim strankam, kako so odprte do njih in kako so pripravljene pomagati, kadar je potrebno. Primer gospoda Brodnjaka, ki je na čelu Nove Ljubljanske banke. Oni so se zavezali, da bodo v nek sklad, ki so ga ustanovili in je namenjen pomoči prizadetim ljudem na poplavnih območjih, ki so bili prizadeti, vsako leto nakazali, naslednjih 10 let nakazali 15 milijonov evrov. To je 150 milijonov evrov samo od ene banke. Zakaj ne bi predali priložnost drugim bankam, da prostovoljno na načine, ki same želijo pomagajo? Prepričan sem, da bi preko prostovoljne solidarnosti bili mnogo uspešnejši, zbrali več denarja z bolj dobre volje, kot pa da to voljo ubijamo s prisilno solidarnostjo, ki je relikt socialistične miselnosti, kot je v tisti oddaji povedal tudi Matej Tonin. Tako je, ne? In za povrh je pa vlada pokazala še prvič, da niti točno ne ve, kako namerava to storiti, drugič, da niti še ne ve, kakšna je dejanska škoda, ocene zelo nihajo, ne? In tretjič, da pravzaprav niti ne vejo, kakšni so vsi ukrepi, ki jih sprejemajo. Ne? Pogledaj si še nekaj izjav. Torej, oni hočejo zbrati 150 milijonov, zato bojo, spremenili vrsto davčnih predpisov, treba bo narediti obrazce, podjetje bojo mogli spremeniti svoj način poročanja, vse to stane, to bo stalo nekaj milijonov evrov. 800 milijonov evrov je predsednik vlade Golob napovedal prerasporeditve kohezijskih sredstev iz 3,3 milijarde težke ovojnice. 750 milijonov ste dali zahtevek za dodatna sredstva načrta za okrevanje in 1,5 milijarde, 400 milijonov nam pripada iz solidarnostnega sklada in 1,9 milijarde, ne dokapitalizirate elektrodistribucijo oziroma jih ne iztisnete malih delničarjev, smo že preko 2 milijardi, rebalans je prinesel 500 milijonov, preko 2 milijardi 500, podnebni sklad 100 in tako naprej. Torej, Ni res, da teh sredstev ni. Je pa res, da je potrebno se za investiranje evropskih sredstev bistveno bolj potruditi in bistveno bolj natančno pripraviti projekte in je kontrola bistveno višja, kot pri tistih sredstvih, ki jih potegnete iz žepov ljudi. Prispevek je nadomestilo za delovno soboto, tako je bil mišljen. Ampak kje to piše v tem zakonu? Ker piše, da morajo vsi plačati prispevek. Razen, če oddelajo delovno soboto. Ne, kje? Pokažite, kje to piše, tega ni v zakonu.
Kje piše, da tisti, ki jo delajo delovno soboto, ne plačajo prispevka? Če mi najdete, pa vam bom potem vzela tale papir. Gospod Černač, lahko vi nadaljujete, prosim. To je formulacija Ministrstva za finance. Ni tega noter. Jaz sem prebrala tega noter. Skratka, vlada niti sama točno ne ve. Ne? Če se je sprva zdelo, da so morda poplave vladi prinesle nekako javnomnenjsko podporo, morda celo so špekulirali še en mandat, se ta neoperativnost morda utegne vrniti kot bumerang, kako močno lahko to škoduje sami vladi? Nedvomno jih lahko škoduje, ne? Če bo ljudje videli, da se tiste obljube, kar pri Golobu niti ni več tako nenavadno, ne? Ki jih izreče na prvo žogo, potem nimajo podlage v realnosti. Ne. Tudi to, če bodo to delali netransparentno, skrito, seveda bo to ključno, koliko bojo mediji pozorni in na to pozarjali, ne, kot včerajšnja Tarča recimo je, ne. Potem vlada zna to tepst. Čeprav mislim, da s časoma bo to vse manj v ospredju in bodo prišli na površje drugi problemi, ki so zdaj potisnjeni v ozadje, s katerimi se vlada ne ukvarja, čeprav niso izginili. Ne. Na prvem mestu je zdravstvo in na drugem mestu, verjamem, da se bomo kaj dotaknila, je nepričakovano za nekatere nepričakovano nizke oziroma slabe gospodarske napovedi. Ne. Tako je, ne samo napovedi, ne, pravzaprav smo ugotovili, da je bil BDP lani pol manjši, oziroma rast BDP-ja lani pol manjša, kot smo predvidevali, in ne samo to, ne, včeraj smo lahko slišali še druge alarmantne podatke. Podatki za Slovenijo so prav na dnu. Indeks proizvodnih menedžerjev je avgusta padel na 25,2 točke, kar je najnižja vrednost v več kot 3 letih in druga najnižja vrednost, odkar imamo podatke. Niže je indeks padel le sredi pandemije covida aprila leta 2020. No, podrobnejši pogled razkriva, da je podindeks novih naročil padel na najnižjo izmereno vrednost, podindeks proizvodne aktivnosti pa na drugo najnižjo izmereno vrednost, kar pomeni, da podjetja iz meseca v mesec manj delajo, čedalje manj pa imajo tudi novih naročil. Predvsem je pomembno, da se neka nova bremena ne uvajajo, da je tukaj neko stabilno nekako delovnopravno in pa davčno okolje. Skratka, povsod po Evropi se nekako gospodarstvo ohlaja, pri nas še dodatno zaradi poplav, pri čemer v Evropi, v Nemčiji celo socialistične vlade znižujejo davke, ne, pri nas pa uvajajo nove davke, solidarnostne prispevke, da smo politično korektni. Tako, ja. Ja, zdaj v vsaki odgovorni vladi v Sloveniji bi po tej ugotovitvi, da je bil pol manjši v resnici BDP kot prej, morali zvoniti vsi alarmi. Ne. Če že ne druga, je tu pomembno, da se v bistvu da se celotni proračun postavlja na teh izračunih. Ne. To pomeni, da je proračun postavljen na nerealni oceni gospodarske rasti za leto 2022 in verjetno tudi za naprej. Ne. Tu takoj zastriže. Druga stvar so pa ti podatki, ki so tudi alarmantni, ki smo jih gledali v sinočnih odmevih. Ne. Sam si omenil Nemčijo, ne. Socialistična vlada znižuje gospodarstvo, davke, razbremenjuje gospodarstvo, zato ker ve, da ne sme zdaj gospodarstva stisniti, ki je vlečni konj, ki nas lahko potegne iz teh težav. Ne. Pri nas gremo pa preko politično korektne prisilne solidarnosti ravno nasprotno smer. Jaz ne vidim na obzorju te vlade, niti na obzorju razmišljanja te vlade, da bi šla v smer pomoči gospodarstvu. Prej je zadaj tista miselnost, ki sem jo omenil, da gospodarstvo so oni, ko imajo te grde profite, ki jih je treba zdaj pobrati in jih stisniti. Ja, vse to je v teoriji lahko reči, ampak če gospodarstvo stisneš in gospodarstvo nima zagona in gospodarstvo ne raste, potem bo tudi proračunskih sredstev manj. In ko bo proračunskih sredstev manj, bo manj zadovoljnih volivcev, katerim delijo denar preko raznih razpisov Ministrstva za kulturo, 6 milijonov tam, 10 milijonov onim nevladnim organizacijam in tako naprej. In potem bo nezadovoljstvo tudi v njihovi volivni bazi, če že ne morejo videti širše slike, bi se lahko zamislili vsaj na tem, da bo tudi tukaj nastala težava, da se ne pogovarjamo o zahtevah javnega sektorja in plačnega sistema in stroških povezanih s tem. Skratka, ključno je, da ta vlada tudi ugotovi, da je v njenem interesu, da je gospodarstvo zadovoljno, da gre gospodarstvo in podjetništvu čim bolje, ker bolje, ko bo šlo, več, ko bo stvarjalo dodano vrednosti, bo na obstoječih ali nižjih davkih tudi večji priliv v proračun in bodo lahko bolj talali tisti svoji volilni bazi, ki pač za neke zasluge, ki so jim pomagali priti na oblast, morajo razdeliti neke milijone.
No, vlada ima še nekaj problemov pred sabo, omenili so že zdravstveno in reformo plač javnega sektorja. Znova so se zbudili tudi Ruparjevi upokojenci, ki so se ta teden znova zbrali na Trgu Republike. Nekoliko manjšem številu sicer kot pred poletnimi počitnicami, pa vendarle nekako jih je pričakala tudi zelo zgodaj postavljena ograja za turnir, ki se bo zgodil sicer šele čez slab teden, pa vendarle njihovi pogoji ostajajo približno enaki, vsebina protestov enaka, Rupar pa že napoveduje tudi kampiranje. Zdaj, vendarle to niso neki hipi Occupy Wall Street, kako resne so te obljube, kako nevarni so lahko ti upokojenci. Ja, Rupar se srečuje z enim problemom, namreč, da lahko pričakuje drastično padanje medijske pozornosti na njegove aktivnosti. Ne. Če bi on bil Jaša Jenull ali pa Nika Kovač, bi bilo dovolj, da bi jih bilo mogoče 10, pa bi tam bile kamere vseh osrednjih televizij. On jih lahko na Trg Republike pripelje tudi 1000 ljudi, manj kot sicer, ampak še vseeno lepa številka glede na kolesarje, pa ne bo dobil naslovne špice v TV Dnevniku ali 24 ur oddaji. To je njegov problem in zato mora na nek drug način pritegniti pozornost in jaz to govorjenje o taborjenju pred parlamentom in WC-jih, ki jih naj Janković postavi, da drugo bojo pa sami poskrbeli, ne razumem na ta način. Ampak vse, kar je potrebno, da ga tam ne ženo, je pa dovolj pogledati v čas COVID-a. Torej, če bodo obrali ustavo, lahko delajo, kar hočejo, pa se jih noben ne sme dotakniti. No, ko so že pri ustavi, tudi Romi so ena izmed skupin v naši državi, kjer se soočajo z lokalni župani z veliko problematiko, da ne hodijo recimo v šole. Predstavili so zakon, zbrali podpise zanj, s katerim bi poskušali bolj integrirati romsko skupnost oziroma vse, ki trenutno ne hodijo v šolo, ker ni posebej nobena etnična skupina omenjena, pa vendarle tega pa nekako naša vlada ne podpira. Minister Mesec jim nekako ni dal svoje podpore. Ta pobuda je, recimo temu v nogometu rečemo, grassroots pobuda, torej prihaja iz korenin, prihaja iz terena, prihaja iz neposredne izkušnje. Zadeva pa to manjšino, romsko manjšino, ki pa je v Sloveniji in tudi v Evropi izredno zaščitena. Včasih se celo zdi, da je zaščitena do te mere, da že vodi k pozitivni diskriminaciji. To pomeni, kadar jo želiš urejati, kakšne probleme povezane z njo, si lahko hitro tarča kakšnih posrednih ali pa tudi neposrednih obtožb rasizma, recimo, strani kakšnih osebnosti z doktorskimi nazivi iz sociologije, filozofije, kulturologije in podobno. Mislim, da je tudi pobuda teh 11 županov že vsaj posredno, je na njo tak očitek že v nekem oddaji na TV Slovenija z nekem intervjuju z neko doktorico sociologije pri Kseniji Horvat že letel. Skratka, problematika je dosti pereča, ampak občutljiva, bom rekel, ampak samo jedro, pristop k temu, se vidi, da to upoštevajo. Oni ne omenjajo Romov in tudi prav je tako, ker tukaj ne gre, ali je nekdo Rom, ali je nekdo Slovenec, ali je nekdo Bosanec, Albanec ali karkoli. Gre se za to, da moramo postaviti neko vrednoto v središče in ta vrednota obiskovanja osnovne šole mora biti. Ne nazadnje je osnovna šola obvezna. In ta pobuda oziroma ta zakonska pobuda ureja to. Torej ureja, da bi starše spodbudila k temu, da otrokom zagotovijo vsaj osnovno šolsko izobraževanje. Ali so to romski otroci, ali so to katerikoli otroci, vse ni pomembno. Ker vsaj za tem vrsto izobraževanja to vežejo na otroške dodatke in pa ampak še to ne, da bi jih odtegnili, ampak samo, da ne bi splačevali v gotovini, temveč v naturalijah. Ja, in pa vozniški izpit, res brez 7. razreda. Imajo več teh prijemov, ker oni verjamejo, da bojo na ta način rešili svoj problem, ki ga imajo. To pomeni, da bojo te otroke izobrazili vsaj do neke mere, da jih bojo kultivirali v smislu socializacije, družbene socializacije, v tem smislu mislim, in da bodo iz tega mnogi problemi, ki jih zdaj ima lokalna skupnost pri sobivanju med različnimi skupinami, družbenimi skupinami, odpravljeni. In ta pobuda je sama sebi konstruktivna in pozitivna in ne razumem vlade, da ji nasprotuje. Sicer to lahko razumem iz nekega te levičarske ideologije, kjer jih moraš pa res pustiti pri miru, ampak tokrat ne gre samo za Rome, ampak gre za vse. In gre za splošno reševanje odnosa do osnovne izobrazbe, osnovnega šolanja.
Zelo dvomim, da bojo uspešni pod to oblastjo. No. Čeprav je pobuda povsem smiselna in konstruktivna in v nobenem smislu rasistična. Ja, podobno velja tudi za migrante, ne, ki te dni recimo mirno potujejo čez Slovenijo. Migracije so močno v porastu, ne, kar se vidi konkretno na avtobusih, ne, proti Primorski, kjer se potem polnijo proti Italiji, ne, in tudi Italija pravzaprav že zasičena v Trstu, ne, z vse kapacitete migrantske. Tukaj sem zasledil zanimivo informacijo, da je pa v Avstriji število prošenj za azil padlo več kot za tretjino, glede na lansko leto. In da nasplošno imajo manj migrantskega pritoka nezakonitih migracij, govorimo o nezakonitih množičnih migracijah. Ne? No, še vedno imajo mejo Slovenijo. Ne? Ja, in meja, to, da so oni postavili mejo, ni samo fizična ovira, ampak je tudi sporočilo. Torej, niste zaželeni. Tukaj bolj kontroliramo, pridite po legalni poti. Ne? In tega sporočila Slovenija ne daje. Mi smo dali pa sporočilo, odprimo mejo, če boste prišli, ni problema, boste pri nas lahko vložili prošnjo za azil, kar je seveda prav za tiste, ki so res preganjani, seveda, da ne bo pomote. Ampak to sporočilo vodi k temu, da imamo zdaj naval migracij in se dogajajo scene, kot smo jih lahko gledali kot jih gledamo na teh avtobusnih oziroma tisti potniki, ki se tam prevažajo, srečujejo na teh avtobusnih, ker ko zaprosijo za azil, če so prestreženi, ne? In vemo, da je ne vem koliko več prestreženih sedaj. 3-krat več, ne? Kot prej. Potem, ko zaprosijo azil, se lahko prosto gibajo in potem to izkoristijo in grejo naprej. Ne? In mogoče na nesrečo nekaterih aktivistov, ki si bi želeli te migrante Sloveniji zadržati, oni Slovenijo ne vidijo kot ciljne države, oni si izbirajo ciljne države. Ne? To pomeni, njih zanima Nemčija, njih zanima tudi Italija, ali pa naprej Velika Britanija in tako naprej. Ne? Za konec bi te prosil še za en komentar bolj političen, ne? In sicer videli smo menjavo na vrhu Levice, po dolgem procesu je vendarle nekako naplavilo na vrh kot koordinatorko Asto Vrečko na eni strani, na drugi strani pa vidimo Mateja Tonina in Marka Balažica, recimo, ki sta s klauzurami svojih strank želela pokazati tudi, da želijo biti neka tretja pot v slovenski politiki, predvsem na desnem polu. Kakšno prihodnost napoveduješ na eni strani Levici za Asto Vrečko, na drugi strani tej tretji poti Nove Slovenije in SLS-a? Po mojem mnenju se v Levici premalo zavedajo, da jim je to, da so oni danes na politični sceni zagotovil Luka Mesec svojo spretno retoriko in sproščenim nastopom že takrat na prvih volitvah, ki so to dosegli zdaj, je bilo to leta 2014. Ne? En nastop, vrhunski nastop na najbolj gledani oddaji, na gledanem soočenju, je to zagotovil. In v dobršni meri, čeprav ima svojo vsebino Levica, je treba priznati, oni so eni redkih vladi, ki vedo, kaj hočejo, drugo je, ali je to možno realno speljati, ampak vedo, kaj hočejo, od to tudi ta trenja, ker se tisto, kar hočejo, dostikrat razlikuje z realnostjo. Ne? Skratka, Luka Mesec je tisti, ki je to Levico nosil, ne glede na to. Ne? Ali bo Asta Vrečko, je elegantna, je prijetna na pogled, zna lepo govoriti, ne? Ampak vprašanje je, če bo to dovolj v krvavem političnem ringu. Ne? In še ena stvar se mi zdi pomembna. Šele zdaj, ko so na oblasti in Luka Mesec preživlja preobrazbo kot politik, smo lahko videli tudi v Tarči, ker socialist govori o tem, da ni denarja in da se moramo tega zavedati, kar mogoče je to prvič v karieri izrekel, ne? Politični. Jaz mislim, da šele ta izkušnja, ki jo zdaj dobiva, bi ga naredila pravega voditelja Levice. Asta Vrečko je sicer tudi v vladi, ampak je na Ministrstvu za kulturo. Se mi zdi, da je malo odmaknjena, da jo neposredno toliko ne tangira, targetirajo te zadeve. Ne? In mislim, da te izkušnje ona ne bo ugotovila in mislim, da bo Levici zelo težko. Izpad iz parlamenta ni nemogoče. Druga točka, ki si pa rekel, sta pa... Nova Slovenija, SLS. To pomeni, obe stranki sta imeli klauzuro, pogovarjate se o skupnem nastopu na evropskih volitvah ali celo skupnem nastopu z Anžetom Logarjem. Bolj kot kaj druga se mi tu zdi, naša desna sredina, ne, je omejena z nekim dosegom relativno oskim. Ne. Če pogledamo našo levico, ne, levo sredino, nima večjega problema prehiti prek 50%, medtem ko desna sredina ta problem ima. Ne. In ta problem se ne rešuje že 30 let. Imamo dominantno SDS in imamo nekaj
obrobnih strank, ki so tam 5, 6, 7%, ali so vse 3 notri, če je sreča, drugače so pa 2. Ne? In tukaj je treba nekaj spremeniti. Če želi desna sredina v naslednjih volitvah doseči 50+, potrebuje neko ob tem, kar je in kar ima svojih 25%, neko alternativo, ki je prineslo dodatnih 25%. A je to posamično, samo Anže Logar, samo Balažič, samo Tonin? Ali je tu pametno, da se ta nova generacija, ki prinaša neke nove ideje, nove poglede na politiko, nove pristope k politiki, združi in skupnim nastopom, je stvar razprave. Ampak ta razprava je zelo legitimna in odličen test za to bi bile evropske volitve. Ker bi pokazale pred glavnimi volitvami, ki bodo 2026, ali ima takšna skupen nastop, skupna alternativa, to dodano vrednost, da lahko desni sredini prinese 50+ na naslednjih volitvah. In v to smer delata Tonin in Balažic in to smer je za pozdraviti. Če bo v tej smeri deloval tudi Anže Logar, bomo morda dobili ta politični eksperiment, ki bo odgovoril na marsikatero vprašanje, ne samo o politiki, ki imamo na zbiro, ampak tudi na zrelost desno-sredinske volilne baze ali pa sredinske volilne baze, ki bi potencialno podprla še kakšno alternativo na desni sredini. Tako da to vprašanje, odgovor na to vprašanje bi bilo izjemno pomembno srednjeročno za slovenski politični prostor na celoto dobiti. Torej, ali lahko obstajata 2 alternativi, recimo temu stara desnica, ki ima svojih 25%, in neka nova generacija, ki lahko prenese dodano vrednost 50+. Rok, hvala za današnje komentarje. Pri koncu sva, mi pa si pogledamo, kaj je še odmevalo v tednu, ki se izteka. Odbor za kmetijstvo je ocenil, da je zakon o zaščiti živali primeren za nadaljnjo obravnavo kljub manjšim popravkom najbolj spornih členov. Stroka zakonu še vedno nasprotuje, saj upravni red vnaša veliko nejasnosti in odpira možnosti za nesporazume. Bolj direktni pa ga ocenjujejo kot posmeh veterinarski in kmetijski stroki. Na odboru je bil sprejet tudi zakon o verski svobodi, ki verskim skupnostim odvzema status splošne koristne organizacije, prispevke verskim uslužbencem pa krči iz 100 na 60%. Predlog je raztrgala tudi Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora, po mnenju kritikov pa je neskladen z ustavo. Z izgradnjo montažnih mostov se te dni odpira več cest, ki so bile zaprte od poplav. Montažni mostovi so omogočili promet med Kamnikom in Stahovico, Ljubljano in Litijo ter v Domžalah, več cest na Koroškem in Savinjskem pa še ostaja zaprtih. Tako, to je bil odmev tedna. Hvala, ker ste bili z nami. Ne zamudite naših prihodnjih oddaj, tako da se naročite na YouTube kanal. Veliko drugih vsebin, ki pa ne pridejo v tedenski pregled, lahko dnevno spremljate na portalu domovina.je in v tedniku Domovina. Seveda vas vabimo, da se naročite tudi na digitalno ali tiskano naročnino in tako dobite dostop do čisto vseh vsebin, ki jih imamo objavljene na portalu. Po novem tudi po zelo ugodni ceni 3,60 € za 3-dnevni dostop, če niste prepričani v letno naročnino ali mesečno za dobrih 8 €. Tako, vidimo se prihodnji teden, do takrat pa lep pozdrav in nasvidenje.